Danes v Pomurskem dnevniku. Večnamenska športna dvorana. Dogovor med lendavsko občino in čebelarji. Nič več birmanskih botrov. Kaj predvideva davčna reforma? Jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Župan občine Lendava Janez Madžar je včeraj na novinarski konferenci v lendavski mestni hiši predstavil projekt večnamenske športne dvorane. V Lendavi namreč načrtujejo gradnjo objekta, katerega vrednost znaša 18 milijonov evrov in ki bi pod eno streho nudil tako rekoč vse. Večnamenska športna dvorana je eden izmed 3 strateških razvojnih projektov, s katerim v Lendavi zasledujejo razvojni preboj v skladu s potrebami in priložnostmi občine. Kot ključni zeleni projekt naj bi dvorana zagotavljala višjo kakovost življenja, hkrati pa pospeševala društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije. Odkud pravzaprav ideja za projekt? V želji za zagotavljanje višje kakovosti življenja v naši lokalni skupnosti in tudi naloge in pristojnosti občine Lendava na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi sodijo tudi naloge, da pospešuje društveno dejavnost na svojem območju, da pospešuje razvoj športa in rekreacije. V začetku predhodnega mandata sem se srečeval z predsedniki in predstavniki različnih športnih društev v naši lokalni skupnosti, ki so podali predloge in tudi predstavili probleme glede delovanja svojih društev na nivoju občine. S projektom, ki je pojmovan kot rešitev na odprte zadeve iz preteklosti, ciljajo predvsem na širše potrebe. Omogočiti pa želijo tudi razcvet številnih vrst dogodkov. Vzpostavitev večnamenske dvorane bo ponudila vse na enem mestu. Površine dvorane ter vodne površine bodo primerne za uporabo za potrebe športne vzgoje in vrhunskega športa, rekreacije, kulture in drugih družbenih dogodkov, na primer sejemske dejavnosti in drugo. Z vsem tem želijo prispevati k večji prepoznavnosti območja in predvsem občine. Občina je pri načrtovanju sledila potrebam društev in zavodov, pri vsem tem sledila strokovnjakom, se ozirala za priložnostmi, prepoznavala tiste prave, ob tem pa bila odprta za vsebinsko razpravo in dopolnitve strani strokovno-delovne skupine. In kaj vse se bo znašlo v dvorani? Svoj dom naj bi tukaj našli vsi športi žogo, 2 bazena, potem prostor za borilne veščine, balet, fizioterapijo, bowling, strelišče, atletsko stezo. Tu pa naj bi bili med drugim tudi poslovno-pisarniški prostor, manjša kongresna dvorana, pravni prostori ter gostinski lokal. Vzpostavitev večnamenske dvorane oziroma v zvezi s slednjim je treba opozoriti na primanjkljaj tovrstne ustrezne infrastrukture na področju družbene in športne infrastrukture v občini Lendava za potrebe občanov. Obenem pa je potrebno opozoriti na širši regijski primanjkljaj tovrstne infrastrukture za potrebe vrhunskih športnikov in priprav na mednarodna tekmovanja najvišjega nivoja. In to vse pod eno streho. Madžar je dejal, da so že dobili tudi pisno namero o sodelovanju s številnimi športnimi organizacijami, kot so na primer Nogometna, Košarkarska in Rokometna zveza Slovenije ter Zveza reševalcev iz vode Slovenije. Kot je dejal župan, bi z delom pričeli in to čim prej. A seveda morajo imeti zagotovilo o sofinancerskem delu. Spoštovani, velike svetovne gospodarske korporacije spoznavajo Lendavo kot velik potencial. To so tudi dokazali v preteklem tednu, ko so v Lendavo prinesli zgodovinsko največjo investicijo v Sloveniji. Tudi ta projekt večnamenske športne dvorane je bil predstavljen kot strateški načrt občine in da jim sledimo vsebinami na društvenem, kulturnem in seveda športnem področju. Župan je prepričan, da je dvorana, ki je po zadnjih ocenah vredna 18 milijonov evrov, ekonomsko upravičena. Občina Lendava je v včerajšnjem popoldnevu tudi uradno izkazala podporo čebelarskemu društvu Lendava. Se mu je v brezplačno uporabo predala zemljišče pri lendavski dvojezični osnovni šoli. V sejni dvorani občine Lendava sta lendavski župan Janez Madžar in predsednik čebelarskega društva Lendava Štefan Cigut podpisala pogodbo, s katero je društvo dobilo v brezplačno uporabo zemljišče pri dvojezični osnovni šoli 1 Lendava.
Na območju sta že postavljena čebeljaka in vrtna hiška. Pogodba, ki je sklenjena za obdobje 5 let, je predvsem odraz podpore društvu, ki deluje že dobrih 100 let in je v tem času spletlo odlične povezave z občani in okolico, predvsem z mladimi, katere ozavešča o pomenu čebel in čebelarstva nasploh. Učni čebeljak pri lendavski dvojezični šoli je že postal prepoznavna točka, na kateri čebelarji izvajajo vrsto aktivnosti in dogodkov. Zelo sem vesel in ponosen na ta dogodek, ki sem ga lahko pripeljal do podpisa. Seveda naše lendavsko društvo deluje v smislu zagotavljanja, tako rekoč, ohranjanja in varstva narave. Skupaj z čebelami pomeni, da tudi za naše bodoče rodove z temi plemeniti dejanji čebel oprašuje in ohranjajo našo okolico. Seveda, brez opraševanja niti ni hrane. Jaz bi se iz tega mesta rad zahvalil in želim veliko uspešnega opravljenega dela in na koncu, kako rečejo, naj medi. Kot je dejal lendavski župan, čebelari delujejo v smislu ohranjanja in varstva narave. Tako bodo med drugim sodelovali v vseslovenski akciji zasaditve medovitih rastlin. V društvu so tako nabavili 1000 medovitih dreves, ki jih bodo zasadili. V maju bodo ob svetovnem dnevu čebel organizirali dan odprtih vrat, jesen pa prinaša sveže dejavnosti. Že 2 leti namreč organizirajo medeni dan, kjer združijo aktiven slog in kulinariko. Pripravijo pa se tudi na pričetek prodajne sezone. Seveda so zmerom prisotni na dnevu slovenske hrane, so pa tudi mentori v čebelarskem krožku na dvojezični osnovni šoli 1 v Lendavi. V župniji Beltinci z letošnjim letom ukinjajo birmanske botre. Glavni razlog za to odločitev naj bi bil, da birmanski botri več ne izpolnjujejo svoje vloge in mladih ne usmerjajo na poteh krščanskega življenja. Starši birmancev tej odločitvi močno nasprotujejo, mnogi so celo mnenja, da bo s tem cerkev izgubila še več podpornikov. Bliža se čas svete Birme, ki pa bo letos za nekatere Birmance nekoliko drugačna. V župniji Beltinci so namreč ukinili birmanske botre. Letošnji Birmanci bodo tako pred oltar že stopili sami. Beltinški župnik Boris Kučko danes pred kamere ni želel stopiti, je pa po telefonu dejal, da so to odločitev sprejeli skupaj s škofijo in starši, ter da podobno razmišljajo vse pomurske župnije. Kot kaže pa je bila ta odločitev sprejeta zgolj s strani župnika. Ena izmed botric, ki bi bila prisotna pri letošnji Birmi v Beltinški župniji, je namreč zapisala, da o tem starši in botri niso mogli odločati. Tudi mimoidoči v Beltincih so mnenja, da je žalostno, da se ukinja to tradicijo. Se pa strinjajo, da so postala birmanska darila preveč razkošna. Ne so trebali to vzeti. Samo kaj jaz znam, malo pretiravajo gnezden s temi darilami. Ne je tako, kot je nekda bilo. Ja, jaz se ne strinjam. Bi bolj podprla, da so botri. Te še napravijo, kadar se ženo, te tudi ne treba komu. Če je tako nog prišlo že te. Glaven razlog, da se ukinja birmanske botre, naj bi sicer tičal v težavah pri izbiri botrov. Zakonik cerkvenega prava namreč določa, da so botri krščeni, imajo vse zakramente, so poročeni in živijo primerno veri. Ker mnogi tega ne izpolnjujejo, posledično niso primerni za to, da so zavezniki Birmancev. Murskosoboški škof Peter Štumpf, ki naj bi bil pobudnik za ukinitev botrov, v tej temi ni želel govoriti, saj meni, da gre za nepotreben škandal proti cerkvi. Je pa za katoliški tednik Družina pojasnil, da botri, ki ne izpolnjujejo pogojev, ogrožajo svetost zakramenta Birme. Ker pa mladi bolj kot na sam zakrament gledajo na Birmo kot na dogodek z botri, družino in darili, bi se lahko zgodilo to, da cerkev v prihodnje izgubi še več vernikov. Ne, to ne je lepo, to je tisto, kar bi človek pravil. Kad tako, da cerkev prišla dol, tako žire dol, potem da tudi dol prišla po meni. A se s tem v soboški škofiji ne obremenjujejo. Škof Peter Štumpf je napovedal, da bodo prihodnje leto uvedli ukinitev birmanskih botrov po vsej škofiji. Prav tako naj bi Birmo prestavili že v 5. razred. Premier Golob je včeraj gostil 5. srečanje koalicije, na katerem so razpravljali o šolski reformi, a tudi o davčni reformi, ki se nam obeta že kmalu.
Vladna ekipa in koalicijski poslanci so včeraj na Brdu pri Kranju pretresali možnosti o postavitvi novih temeljev davčnega sistema. Predsednik vlade je dejal, da je Slovenija ena najbolj obdavčenih držav po delu in najmanj obdavčenih po premoženju. Ključni cilj, h kateremu se teži, je pregleden in odporen davčni sistem. Spremembe naj bi tako šle v smer preglednosti dejanskega premoženja in prihodkov, nato pa naj bi se pokazale kot manjše obremenitve dela in večje obremenitve premoženja. Spremembe v dohodninski zakonodaji naj bi bile sicer sprejete z letom 2024, davek na nepremičnine pa naj bi bil uveden z letom 2025. Razprava bo, časa imamo dovolj, do leta 2025, razprava bo javna, transparentna in široka in iskali bomo družbeni konsens. Na kakšen način zbrati dovolj davčnih virov, zato da bomo lahko Slovenijo spremenili, reformirali v še bolj pravično družbo. Glede šolske reforme je Golob dejal, da bodo nekatere spremembe izvedene že v tem šolskem letu. Večina v letu 2024, nekaj pa bo takih, ki jih bodo izvajali vse tja do leta 2026. Preverimo še, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Danes smo imeli pretežno oblačen dan in okrog 7 stopinj Celzija. V Krajinskem parku Goričko smo opoldne namerili 6, v Lendavi in Murski Soboti 7, medtem ko je bilo v Radencih 8 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Na Štajerskem in v Prekmurju bo še pihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 8 do 13 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru bodo od -2 do -1, dnevne okoli 10 stopinj. V petek in soboto bo pretežno jasno, popoldnevi bodo nekoliko toplejši. Zjutraj bo možna slana. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Temperature v naših krajih naj bi se zjutraj gibale od -3 do 1, čez dan od 12 do 14, v nedeljo do 18 stopinj Celzija. Toliko za danes. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.